Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o likovni umetnosti. V studiu pozdravljam Nandeta Rupnika, predsednika likovnega društva Cinober, ki je organizator razstave v galeriji Svete Barbare. Dobrodošli. Pozdravljeni. Aktualno razstavo ste poimenovali Korona Art. Gre pravzaprav za razstavljena dela članov vašega društva. Ja, gre za razstavo članov našega društva, ki so nastala prav v tem času te korona epidemije. In mi smo se odločili, mislim, da bi nekako le presekali, mislim, to mučno obdobje. In pravzaprav v nas slikovnikih se verjetno v vseh tudi v tem času nabirajo neke snovi, ki jih damo na podlage. In vsakmu želja potem tudi, da tu pokaže navzven. In zdaj trenutno, bi rekel, so razmere take, da se razstava lahko organizira, sicer ne na enak način kot včasih, z slovesno otvoritvijo, pa potem z predstavitvijo razstave likovnih del in druženjem med oziroma avtorji in pa publiko. Mislim, zdaj tega ni, je pa razstava na ogled, in tu je, bi rekel, pravzaprav produkcija tega časa, mislim, ko smo mogli biti pravzaprav bolj doma. Ja, z našim fotoaparatom smo se sprehodili po razstavljenih slikah, po delih likovnih, pa bi povabil vse gledalce, da si skupaj pogledamo nekaj teh fotografij in z Nandetom jih bova tako pokomentirala. In sicer Silvester Bajc se predstavlja s 4 mozaiki, drži? Ja, Silvester Bajc je, bi rekel, največji mojster mozaika v Idriji, poznan, bi rekel, po celi Sloveniji. On je imel razstave, mislim, v večjih krajih po Sloveniji in, mislim, občudujejo vsi njegovo izdelavo mozaikov in predvsem, mislim, on izdeluje motive idrijskih čipk. In največkrat je naslov njegovih razstav Čipka klekljena z kladivom in kleščami. In tukaj na tej razstavi se predstavlja 4 manjšimi mozaiki, vse, bi rekel, na idrijske teme, predvsem, a ne na čipke. Čeprav izdelava teh miniatur, to je zahtevno delo, ne? To je zahtevno delo, dolgotrajno delo, mislim, moraš poznati postopke. On je pravzaprav tudi upeljal en svoj način izdelave in potem ga poznajo, bi rekel, tudi njegovi prijatelji po Sloveniji. Danilo Jereb se predstavlja z 2 platni. Gre za stil, ki ga pravzaprav že poznamo. Ja, Danilo Jereb je naš dolgoletni član in se zadnja leta zelo dobro uveljavil, bi rekel, v slovenskem prostoru. Je, lahko rečem, tudi eden najbolj plodovitih trenutno in najbolj nagrajenih naših članov. Mislim, in s temi svojimi kompozicijami, ki se udeležuje na različnih slikarskih natečajih, extemporih predvsem, in mislim, je dobil že več prvih nagrad, pohval. In ne povem tudi, recimo v Piranu na mednarodnem slikarskem extemporu je uspešen, se je že 2-krat ali celo 3-krat uvrstil na tisto glavno razstavo. Vera Kostanšek se predstavlja z akrili na platnu. Prvi je naslov Zelenko, drugo pa Okroglo platno. Gre za malce nenavadne upodobitve. Ja, Vera Kostanšek, mislim, je tudi že rutinirana, bi rekel, ljubiteljica slikarstva. Najljubša tehnika, mislim, je akril v današnjem času. In rekla mi je, ko prinesla te slike za to razstavo, da je v tem času korone preizkusila, dobila je nove barvice in tu so prvi poizkusi s temi barvicami in tudi upeljala, bi rekel, en nov način slikanja z, bi rekel, pikicami. In mislim, zato je tudi naslov tiste okrogle slike Pikice in krohci. Potem je pa zraven naredila v tej tehniki še enega zelenkota, bi rekel, to je po naše, bi rekel, ta kuščar. In pa še v akrilni tehniki na platnu še zvetorepko in pa enega samotarja, mislim, to je pa psička. Zelo v taki
naturalistični tehniki. Ja, ta tehnika je zahtevna, ne, upodabljene živali terja kar veliko tudi obrtniškega znanja. Ne? Ja, ti portreti živali, če tako se izrazimo, ne, to je prav poseben žarm ustvarjanja in mislim, do tega imajo afinitete le redki ustvarjalci in mislim, Vera je ena taka, ki je zelo zanima portret. Moram povedati ob tej prilike, da je lansko leto v času odpadlega čipkarskega festivala je na brzino pa ona pripravila razstavo portretov idrskih kleklerc. In s tem smo mi nadomestili razstavo, ki naj bi bila v času čipkarskega festivala v galeriji Svete Barbare in mislim še zmeraj s to razstavo nekako tisto vzdušje čipkarstva ob koncu oziroma v sredini junija vsako leto. Ja, če bi med tokratnimi razstavljavci podeljevali priznanje za presenečenje razstave, bi ga najbrž dobila Lana Mohorič. Najmlajša, pa vendar zelo zanimive predstavitve ima. Ne? Ja, če ne drugo, bi dobila za najmlajšega ustvarjalca. Lana Mohorič je naš najmlajši član, ampak izredno nadarjena. Ona je dijakinja drugega letnika gimnazije v Idri in se po zgledu svoje stare mame, Vanje Leskovec, tudi ona navdušuje nad slikanjem in se spomnim, ko je prišla prvič na en moj tečaj oziroma malo šolo risanja, slikanja, mislim, je že takoj njeno delo padlo v oči in mislim, želim, da bi se še naprej intenzivno ukvarjala s slikanjem, risanjem in da bi bilo uspešno na tem področju. Namreč ona je vsestransko nadarjena, igra tudi citre in želimo, da bi bila uspešna. Med novinkami na tej razstavi je tudi Dušanka Fenveši. Kaj povedati o njej? Ja, mislim, prav veliko presenečenje je bilo, ko sem zvedel, da se gospa Fenveševa, to je psihiatrinja iz bolnišnice v Idri, zadnje čase ukvarja tudi z likovno umetnostjo, z ustvarjanjem. In ko sem zvedel, so mi rekli, da je naj probam pridobiti, namreč ona je zelo zadržana še, ko ima občutek, da njene stvari še niso za javnost. Ampak je bila vesela, da smo jo povabili in se predstavlja z 2 miniaturama akril na platno in pa potem še 3 guaži. Je pa tu vse, so bolj take prispodobe kot, mislim, malo vezane tudi na njen poklic. Draga Poljanšek se je že večkrat predstavila v vaši? Ja, Draga Poljanšek je tudi naš redni član, se tudi zmeraj predstavlja na naših razstavah in za to razstavo je pripravila 2 tihožitja akril na kartonu. Peter Gliha je poslal na razstavo 3 dela, in sicer Klic pomladi, Poletne sladkosti in Jesensko tihožitje. Ja, Peter je pa trenutno naš najstarejši, mislim, ampak zagnan in zmeraj pripravljen na akcijo. In on se trudi zelo, ima izredno veliko volje, mislim, in rad pokaže, kar naredi. Pozornost gledalca na razstavi vsekakor pritegne tudi Zdravka Raspet in posebej njeno tihožitje. Ne? Ja, Zdravka Raspet je tudi en poseben talent, mislim, ga občudujemo, tudi je aktivna na različnih področjih, ampak tudi vsake toliko časa, mislim, prav izredno veselo preseneti s svojimi deli. Vanja Leskovec se predstavlja s 3 deli, gre za akrile. Ja, gre za akrile. Vanja Leskovec je pa velik pristaš, naših idrijskih tem. Ona rada upodablja ali razne aktivnosti tle iz Idrije, ali pa razne poglede na te idrijske vedute. Prav posebna pa so dela Ane Balantič. Gre za klekljane barvne čipke, ki so v bistvu umetniško delo. Ja, Ana Balantič je pa zavzela eno svojo pot, čipkarije in ona ustvarja pravzaprav unikatne, ročno klekljane barvne slike. Namreč ona si zbere motive
čist po lastni izbiri, si potem iz tega sama izriše predlogo, papirc, kad rečemo, in pol sprut ustvarja klikle in v danem trenutku vidi, kaj in s kakšnimi tehnikami, mislim, je najlepše prikazati tisti motiv. Prikazuje pa najni slik, prikazuje Merkurja s tipično idrsko hišo in na drugi strani pa Brkmandeljca, jamskega škrata. Je narejeno tu pa vse v barvnih nitkah. Zelo zanimivo in izvirno. Ja. Kot zadnji se predstavljate tudi sami, 4 akvareli, tuš akvareli pravzaprav in 4 idrijski motivi. Ja, mislim, čudno bi bilo, če ne bi rekel jaz kot iniciator te razstave, da se ne bi pa sam udeležil s svojimi deli. Mislim, prinesel sem za to razstavo 4 tuš akvarele. Namreč to je ena taka tehnika, ki je lahko zdaj čez zimo, ustvarjen tudi doma na jedilni mizi. In mislim, tako so nastali, novi motivi tle iz Idrije in mislim, tu sem prinesel in pokazal. Razstava je pestra, zanimiva, udeležili pa se niso pravzaprav vsi, ne? To je večji problem, našega društva. Namreč ustvarjalcev je v Idriji preko tudi članov, okoli 35. Ampak nikoli jih ne uspemo privabiti vseh, zaradi tega, ker nekateri so tako kritično do svojega dela, da enostavno, mislim, trdijo, da niso za pokazati javnosti. Čeprav jih prepričujemo in jim pravimo, da enkrat je treba začeti, pol tudi vidiš odziv, ampak recimo vsak reče, bom pa na naslednji razstavi in jaz upam, da se jih bo več, kar je zmeraj običajno. Mislim, da se jih bo udeležilo pa v jeseni, na našem bienalu likovnih ustvarjalcev občine Idrija. Letos bo, mislim, že 20, se pravi 40 let vsako drugo leto naredimo en pregled likovne ustvarjalnosti in na Idrijskem in mislim, na to razstavo ne povabimo samo članov, ampak damo javnost poziv, da lahko vsi tisti, mislim, ki se ukvarjajo z likovno razstavljajo na ti naši razstavi. Se pravi, da to je razstava od članov, prijateljev društva in vseh, mislim, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem. Lahko je tu, na slikanju, na kakršnokoli. Boste s to razstavo še kam gostovali? Mislim, zdaj z gostovanjem te razstave je malo težje, zaradi tega, ker vidimo, da so časi tako nepredvidljivi, da mislim, še ta razstava pravzaprav je zdaj v enem trenutku, ko je možno razstavo pravzaprav postaviti, in je dati na ogled. Vse ostale spremljevalne dejavnosti okoli razstave pač so zdaj še onemogočene. In mislim, na enak način se vsi borimo zdaj. Recimo v galeriji Svete Barbare je narejen program za celo leto, ampak vprašanje je, če ga bomo lahko realizirali po temu programu, ki je zastavljen, ker je odvisno tu vse, od situacije epidemiološke in kakšnim ukrepom se bomo mogli prilagajati. In imamo pa v planu, mislim, več razstav, ki pravzaprav gostujejo v Idriji in prihajajo, recimo, ena bi prišla celo z Nizozemske, potem smo v navezi iz simpozijem za plano, potem eni avtor iz Ljubljane in mislim, tu je zdaj vse, nepredvidljivo. Bomo pa poskušali, če bodo mogli te razstave nekako odpasti, da bi jih zamenjali, pa z drugimi razstavi, iz bolj domačimi avtorji, ki pa ni, problem, tega prevoza in teh razdalj. Nande Rupnik, čestitam vam k tej postavitvi razstave. Želim vam, da bi se razstavno življenje čim prej vrnilo v vašo galerijo Svete Barbare. Zahvaljujem se vam za obisk in pogovor v tem našem studiu. Ja, hvala. In jaz tudi upam, da se bodo časi normalizirali. Upamo, da je ta razstava eden prvih korakov
in da bomo lahko, bi rekel, ljudem v Idriji, ljubiteljem lepega, pokazali, mislim, še kakšne stvari, a ne, iz domačih lovov, pa tudi iz tujih. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.